En prisrčen pozdrav. Javljam se vam zato, ker bi rad eno novico povedal. Namreč v začetku januarja me je ena knjižničarka iz Škocjana na Dolenjskem prosila, če bi predstavil tole knjigo, ki je tule v ozadju. Razočarane gospodinje pri seksologu v njihovi knjižnici. Škocjan na Dolenjskem, to je neka podknjižnica oziroma gravitira v novomeško knjižnico. Dislocirana enota, bi se reklo, verjetno strokovno. No in ta ista Zala Štancer me je potem pa sredi januarja obvestila, da je višja sila intervenirala v ta dogodek, ki je bil že zmenjen. 5. februar, torej jutri, v sredo v Škocjanu ob 18. bi jaz moral tolo knjigo predstaviti. To je ful znanstvena knjiga. Kljub temu, da ima sočne izpovedi žensk, to je knjiga o ženski seksualnosti, s primesmi precej kvantne psihoanalize oziroma psihoanalize, ki se jo da razumeti. Se pravi, ni nič ideološka knjiga, posredno bi bila lahko antifeministična, ker govorim o normalni ženski seksualnosti, o hiperpohoti, pa tudi o aseksualnosti. Skratka, ta knjiga bi znala biti nek bestseller v Sloveniji in tudi v tujini. Glejte, s Hrvaške so me klicali fani, kdaj bo to na Hrvaškem išlo. Zdaj imam enega mojega fana, ki je prvo knjigo mojo prevedel v angleščino. Brez honorarja. Sam jo je prevedel, ker je rekel, to mora biti prevedeno v angleščino. Odločite se, katera knjiga, in sem rekel, naj bo prvo o spolu. Iz 2011, ko sem s to knjigo sesul 2 družinska zakonika. In zdaj mi je prevedel, jaz moram samo še založnika v angleščini, za angleški trg, ameriški trg najti, ki bi to natisnil. In zdaj je že rekel, naj mu o prvi spol. Zdaj mu naj pa o prvem spolu, se pravi, datoteko prvi spol, to je tista knjiga, ki je bila 2019 na knjižnem sejmu skoraj, bi rekel, prepovedana. Mene so na promociji policisti varovali pred temi anarhisti, Domen Savič, Nika Kovač, takrat še ni bilo 8. marca. 10 jih je tam skandiralo proti meni, celo neke spreje so imeli, policija me je varovala in jaz sem to knjigo smel prodajati. Sem imel rekorde tam. Tam je bil eden, se je na trepalnice metal, ne. Kaj že, pa pustimo ga. Skratka, zdaj se mi prevaja še ta knjiga Prvi spol, Biblija antifeminizma. To je knjiga o Simone de Beauvoir, ki je napisala Drugi spol. Jaz pa opozicijo drugemu spolu, prvi spol. Se pravi, ženske ste prvi spol, ker je mama prvi spol. Prvi spol je Venera v levo, jaz sem ženska, Venera v levo, z veliko pisano pišem ženska. Če je ženska, če je pa moškinja, to je pa malo pa druga zgodba. Antifeminist sem in tale knjiga v ozadju je v bistvu posredno dokazuje, kako je ženska lahko seksualna, ampak na feminilen način. Tiste aseksualke so pa profeministične. Ampak te so aseksualke zaradi neke patologije, ki se jim je zgodila v otroštvu. Bodisi do očeta, matere ali pa spolna zloraba. Skratka, jutri v Škocjanu ne bo promocije te moje knjige, predstavitve, zato ker je višja sila. Zdaj, kaj bi bila to višja sila? Mogoče je to njihov direktor novomeške knjižnice, Luka Blažič. Ker tale Macedoniji po moje ni bil, da bi župan interveniral. Lahko, da so z Gibanja Svoboda intervenirali z generalštaba tam gor, iz Ljubljane, kar so že naredili, ko je meni ravno tako v Novem mestu ni odpadla cela konferenca, ampak moje predavanje je odpadlo možgani in seksualnost skozi psihoanalizo. So me študenti prosili 2 leti nazaj. Društvo Sinapsa nekaj organizira, možgani in seksualnost, in jaz naj bi imel na željo njih, teh študentov, to predavanje. Sem rekel, vsega ne bom smel imeti. Ne skrbite, bo, ker mi organiziramo. Klic iz Ljubljane je prišel, da Vodeb ne sme imeti predavanja. Zdaj je pa tudi prišel, ne vem, od kje je klic,
Ne vem, kdo je to, verjetno tale Luka Blažič, direktor novomeške knjižnice, ne, ta podružnice pa Škocjan. Zdaj bom rekel, sram te bodi. Direktor, da si tole pritisnil na svojo tam podrejeno, me je prosila. Sem rekel, lejte, zastonj nem prišel, pa za sendvič in Coca-Cola tudi ne. En minimalni honorar mi dejte, vam bom izstavil račun, moj delodajalec ali pa založnik bo izstavil račun, nič ne bo na črn. Lejte, in jutri je zdaj to odpadlo. V kakšni svobodni državi živimo? V svobodi, je rekel, kdo je že bil? Ivo Ban. Ta moj socialistični kulak, kaj je že bilo. Pojde tu Bibiču. Ne? V svobodi se pa ne sme zdaj govoriti svobodno. Promocija knjige, ki je absolutno strokovna, jaz ne smem promovirati. Ne? Zdaj, spoštovani, kje v Sloveniji bom to smel? Nikjer. V mojih Trbovljah pa bom. Ne? Tam je pa kolega, ki me dobro pozna, naprosil, če bo on moderiral. Robi Čop, veliko si upaš, ne, bom rekel. 11. ob 18. v sredo, to je drug teden, prid do Trbovlje, knjižnica Toneta Seliškarja, ne. Tam bom pa menda smel, ne vem, kot Trbovljčan, ali pa tudi ne. Skratka, glejte, to se dogaja pod diktaturo Gibanja Svoboda. Da eno knjigo ne pustijo promovirati, saj to ni edina knjiga, ki jo ne pustijo mojo promovirati. 2011, tak je prevedena v angleščino, ta je bila že zmenjena, ne vem, zdaj je bilo, a celo v Sevnici. Da jaz to predstavim, sem tudi dobil obvestilo, da je to odpovedano, prav tako zaradi višje sile, tam so si upali povedati, da je prišla direktiva, da jaz to ne smem. Ker je bil takrat družinski zakonik tudi, zaradi katerega je ta prvi, torej o spolu, knjiga o spolu, je bila prepovedana v kontekstu promocije, zato da je družinski zakonik naj bi bil sprejet. Ne, bil je zavrnjen zaradi te moje knjige, ki je zdaj prevedena v angleščino. Še enkrat, če kdo pozna način, kako bi se to v angleščini izdalo in tudi prodajalo, ga prosim, če me kontaktira, ker zdaj se mi prevaja druga knjiga, Prvi spol, in tudi tale se bo prevajala. Tale knjiga, vam povem, je epistemološko prelomna v smislu, da bo psihoterapevtska stroka začela tako delati, kot jaz delam. Ne, da tam živijo zato, da otimajo pare od naroda, se pravi, da zaslužijo te vrli psihoterapevti, jaz pa delam zato, da bi ljudem pomagal. Glejte, tole sem vam želel povedati. Tale knjiga ima toliko pametnih stvari not zapisanih, da se splača, ker zdaj tudi knjižnice ne vem, koliko jo kupujejo, oziroma moj založnik noče, da jo kupijo. Hoče, da jo vsi ljudje kupite. Spoštovani, šel je baje že po natiste knjige. Zato, ker je razprodano baje samo 500 izvodov. Zdaj, glejte, v sredo 11. februarja bo pa v Trbovljah promocija in pogoj je, da bom jaz tja prišel, da se bo to snemalo. Da bo to prišlo na YouTube. In če je še kdo v Sloveniji, ki ima to korajžo, da me povabi za nek minimalen honorar, ker tam na koncu Slovenije zdaj me vabijo baje v Ormož, pa to je tam in the middle of the nowhere. Ne, se 2 ure tja vozim, zdaj, glejte, pridem iz principa, nek honorar zahtevam, izstavim račun, vse tako, ki je treba, tolo knjigo je pa fajn, če se strokovno pogleda. Ne. Je laično berljiva, ampak je kar precej tudi teorije. Sicer te knjige ne bi napisal. Drugi del te knjige bo pa napisan, če bom dobil dovolj zgodb pikantnih, kjer bom smel še ozadje pogledati. Se pravi, da bom teorijo združil s pikantnimi seksualnimi podrobnostmi. Najraje imam ženske izpovedi, zato ker je ženska seksualnost prežeta sicer z moško, ampak je ful zapletena, kompleksna, težko je razumeti.
moške seksualnosti ni težko razumeti. Zato je treba tematizirati Dark Side of the Moon, temno stran kontinenta, ki se reče ženska. Evo, spoštovani, tole sem vam povedal, zdaj pa vabljeni v Trbovlje, jutri Škocjan, pa zaradi politično-ideoloških pritiskov, ne vem točno čigavih, ali samega direktorja, dvomim, da je bil župan Macedoniji, ali pa tam z vrha Gibanja Svoboda, da jaz ne smem jutri v Škocjanu promovirati te knjige. Ajde, čau.